Da pa bomo lahko obdržali vse vajeti našega življenja v naših rokah, moramo sprejeti eno temeljnih odločitev in to je samoodgovornost, ki je ključni element za spremembe. Tukaj nam bo pa Silvo Koželj podal konkretne informacije, kako, veliko smo že o tem govorili, kje je ključ za samoodgovornost, pa slišite to še od Silvota, on je tudi srčen, izjemen psihoterapevt in vam bo dal vse informacije iz strokovnega vidika. Prosim, Silvo, in hvala mojemu, da si se odzval mojemu povabilu. Ja, prosim, Mateja. Seveda pridem, če me povabiš. Saj si ne upam reči ne. Enkrat sem probal, ni se dobro končal. Še si živ. Sem pa še tle, ja. Ja, lepo pozdravljeni. Ja, vroče je, ne, sam bomo nekako, senca pa voda, pa tako. Ja, Mateja me je prosila, no, če bi se malo oglasil, pa sem se. Težko je biti v taki družbi, pravzaprav, če zares tako enih inspirativnih ljudi, no. Več manj je bilo vse povedano, tako da je bolj težko takole proti koncu še kaj dodati, ne. Bom vendarle z tega strokovnega vidika, a ne, poskušal prispevati svoj delež, pa vendarle mogoče za začetek čisto na kratko se malo predstavim, no. Večina se seveda ne poznamo. Silvo je moje ime, jaz sem v temu antisistemu, a sem prav rekel? Prav. V antisistemu, v vlogi učitelja, pa predavatelja, pa raziskovalca, pa psihoterapevt sem, pa po izobrazbi sem doktor psihologije, pa v tem sistemu, ali antisistemu, no. Pa tako, vse mi gre v redu, vse nekako gre, ne. Po osnovni izobrazbi sem človek in to je to. Tudi več ali manj tako funkcioniram, tudi zjutraj, ko vstanem, sem tak, tudi ko grem spat, sem še kar ta isti. Pa malo razmišljam svojo glavo, ne, tako veliko sem mogel prebrati, da sem lahko pasal tle noter, kamor pač tudi sodim. Vse sodimo, tudi sem, vse ni hudega, sam nekako se moramo znajti, ne. Pa bolj, kot sem pol ponavljal, rajš so me imeli, ne. Pol, ko se je pa vse skupaj tole začel, pa sem rekel, da ne bi marsikaj, tudi predavati nisem več hotel. Ker so rekli, da morate masko, ne. Pač jaz pa nisem hotel. In pol nisem, ne. Tako da, nič hudega, zdaj mi ga še boljš pa lepš. Letos sem zoral tam enih 200 kvadratkov nivce. Imamo posajeno to, kar rabimo za 4 do 5 članov. Mislim, da bomo v redu. Tako, nekako. Tako, prevzemam počas to odgovornost v svoje roke, pa noge, pa glavo, pa srce, tako kot si rekla. Pa zaenkrat gre. No, gre. Ja, tale glava moja me včasih malo stane kakšne pozicije, ampak nič hudega, saj, kot sem rekel, gre. Veliko sem razmišljal, ne, jaz sem včasih predaval na faksih, pa tako, pa sem mogel kaj povedati, pa sem mogel kaj prebrati, pa sem pa še svojo glavo kaj sestavil, pa nekako niso šli stvari skupaj včasih, ne. Jaz sem rekel prej psiholog, pa psihoterapeut, nisem pa psihiater, ampak vsi ti opisi se začnejo s predpono psi. Izhajajo iz beseda psiha, ne. In pa sem enih 10 let zdaj že okoli hodim, pa sprašujem ljudi, ki več vedo od mene, kaj to je. Namreč vsi psihologi, psihiatri in psihoterapeuti, pa še kdo seveda se ukvarja z psiho, a ne. Nazadnje sem govoril z enim eminentnim slovenskim psihologom. Tudi jaz mislim, da je kot psiholog zelo dober, ali pa so najboljši.
ampak mi ni znal odgovoriti na to vprašanje. Ne. Nekako imam pravzaprav težavo, ne, ker sem psiholog in psihoterapeut, pa ne znam odgovoriti na temeljno vprašanje, kaj je psiha. Ne, pa se pa matramo, veste, pa se matramo, tudi razložiti je težko odkole, kjerkoli že, pač razlagamo, je težko razložiti, s čim se ukvarjam, ne, ker kardiolog pa ve, s čim se ukvarja, ne, to je ta srce, se ukvarja s srcem in pol to zna, ne, ampak pri nas je pa to malo drugače. Zdaj smo štartali s tele zelo take materialne, uprejemljive cone in je težko iti nazaj na te eterične stvari, veste, to je bil samo tampon, samo to, da malo pridemo iz samooskrbe in iz financ nazaj v eteriko psihe, v kateri, ne vem koliko vi veste, zato sem tudi jaz naredil tale uvod, jaz ne vem kaj dost. Tako da sem se spraševal, kaj bi kaj povedal, pa bom se probal, no. Zdaj besede imamo, to so ene opisi enih stvari z omejenim pomenom. In že ko govorimo, pač je težko, ne, kaj opisati, sploh kaj manj oprijemljivega, kot je to recimo krompir, tam se da tudi pokazati, ne, zdaj psiho smo rekli, da ne znamo, Mateja je rekla pa, da ne govorim o odgovornosti, kar je še slabše, se pravi, še teži. A jaz lahko sam neki, Silvo, da te malo razbremenim, kaj je psiha, pa kaj je? Nevrotik je tisti, ki gradi gradove v oblakih. Psihotik je tisti, ki tam živi. Psihoterapeut pa je tisti, ki pobira najemnino. Hvala Bogu za psiho, Ti se kar zdaj bavi. Se bova še kaj videla. Ja. Leži od tebi. V redu. Nima druge izbire. Odgovor na odgovornost, po vsej verjetnosti izhaja iz tega korena besede, odgovor na nekaj. Nekako se moramo odgovoriti na nekaj, če hočemo vedeti seveda, kaj bi to bilo, ta odgovornost. Dajmo imeti v mislih, da so besede imajo omejen pomen, tako da dejansko se vsega ne da natančno opisati, še posebej se ne da opisati procesa psihe. V resnici se ne da. Da se ga samo doživeti. Zdaj pa opiš to, če ne moreš. Ne moreš. Ampak lahko probamo, ne. Sprav, recimo, da govorimo o odnosu do nečesa. Ne, odgovornost, torej odgovor na vprašanje, kakšen odnos imamo do objekta. Zdaj v tej eni teoriji objektnih odnosov govorimo o objektu, ne, da ni preveč subjektivno, govorimo o objektu. In zdaj, če poskušamo samo malo razločiti, ta objekt lahko bil jaz, lahko bi bili to vi in bi bili lahko te stvari okoli nas. Se pravi, govorimo o sebi, o drugih in o stvarih okoli nas. Tako da se bomo danes okoli teh treh stvari malo sukali. Zdaj, ko opisujemo sebe, imamo spet problem. Jaz sem prebral take kupe knjig o pojmu, ki se mu reče self. Self je neka intropsihična struktura, ki jo spet ne moramo pokazati s prstom, lahko jo poskušamo opisati, ampak kot sem rekel, taki kupi knjig, pa še zdaj ne vem, zakaj gre, ne. Ampak, če pa gremo na nivo doživljanja, tam je pa mogoče malo lažje. Sam imamo en drug problem, ker se s tem, kaj dosti v resnici ne ukvarjamo. Ne govorimo o nas tukaj, mogoče malo več, ampak v populaciji nasplošno je pa indoktrinacija, bi rekel, verjetno več tisočletna indoktrinacija, Miran Rubin, bi rekel 13.025 let. Kar nekaj časa, ne. So imeli kar dovolj časa, da so nekako počasi sklapljali to samo doživljanje samega sebe. In danes smo v točki, ko dejansko jaz kot nek kvazi strokovnjak ali kaj, ne znam niti tega povedati, ne, pa cel življenje berem te knjige. Sprav, imamo kar težavo, precej veliko težavo, ker ko se začnemo pogovarjati o odgovornosti, težko opišemo, kaj bi to bilo. Ampak recimo, da gre za eno oceno, recimo, oziroma za eno pozornost, ki jo namenjamo temu objektu, torej samemu sebi, ali pa drugim, oziroma stvarem okoli sebe.
poskušajmo s tem, ne? Pozornost do vrednosti tega objekta. Torej jaz očitno imam neko vrednost, ker če nimam nič vrednosti, potem ne rabim biti pozoren na nič te vrednosti. Če vi nimate nobene vrednosti, potem jaz ne rabim biti pozoren do vas, torej potem tudi v končni fazi ne morem biti odgovoren do vas, oziroma do stvari okoli vas. Ta vrednost je kar ena taka dimenzija, ki jo spet težko natančno opišemo, ampak ima pa veliko vrednost. Ne? Vrednost ima veliko vrednost. A si lahko to piše, ker jaz ne morem, ker sam pametne stvari govorim tako sprot, smišljujem si, jaz si sprot zmišljujem. Ja. Iz kje izhaja ta vrednost? Ne? Potem imamo pa tukaj besedo ljubezen. Pogosto slišimo besedo ljubezen. Jaz sem malo alergičen na to besedo. Zato, ker ne vemo, kaj pomeni. Lahko opisujemo, poskušamo opisati, ampak je res težava. Ker, veste, vsak si lahko to malo po svoje razlaga. In ni definicija. Miran me popravlja, hvala Bogu, da sedim med tema dvema, ker se drugače ne bi mogel sam. Vse ste opazili, ne? Vse ne gre. Ljubezen je neka sila, ne? Nekaj že mora biti, neka sila. Recimo, da je to ena dobronamernost. Poskušamo opisati, smo rekli, da so omejene besede v svoji vrednosti, ampak recimo je to ena dobronamerna pozornost do teh objektov. Zdaj, če sem jaz dobronamerno pozoren nase, potem bom verjetno odgovoren zase. Tako da si recimo natočim vodo v bakreno posodo. Ne? Ker tukaj se voda kot živo bitje obnaša drugače kot v plastiki. Okay? In tako naprej, in tako naprej. Skratka, s takimi majhnimi detajli pač pokažemo, koliko odgovornosti premoremo, recimo zase. Zdaj, za to gre, ko bomo razmišljali o odgovornosti, da ne bomo preveč eterični in ezoterični. To ni nič ezoteričnega, to je oprijemljivo. Ko grem jest, se najprej prizemljim, sezujem si obuvalo, se usedem po konci, drugače vedno bližim. Hrano rabimo živo, tukaj je Irena povedala, živo hrano, ne samo, da ima neke kemične sestavine v sebi. In ta živost v hrani se imenuje tudi prana. In to je tisto, kar mi rabimo iz hrane. Pravzaprav energijo te hrane, ne pa samo kemične sestavine. In z mislijo na prano, torej na energijo te hrane, seveda iz hrane dobimo več, kot pa samo tisto, kar mislimo, da dobimo. To je recimo spet druga zgodba o moje pozornosti do samega sebe, o moji odgovornosti do samega sebe. Počnem še marsikaj drugega, ampak sam za občutek, da vidimo, da to ni tako eterično, ezoterično, kot se sliši ta odgovornost, ampak ima zelo konkretne stvari. Kot sem rekel, tista na njivce že rastejo stvari in kar se mene tiče, kot sem že rekel, mi gre dobro. Ne? Zdaj seveda potem obstaja pa še tale odgovornost do drugih. Tukaj imamo malo večji problem, ker smo ves čas mislili, da rabimo sistem. Pa vse ga rabimo, sem kašenga. In ta sistem je malo izrojen, malo sem rekel, zato da me ne cenzurira Facebook online, da bo pol cenzura pol z zakasnitvijo. Fejst gre narobe, ne? Fejst narobe. In čisto enostavno pravzaprav odgovornost do drugih lahko vidimo preko pomoči. Preprosto. Ne komplicirati. Če vidite človeka, da rabi pomoč, pomagajte mu. Kolikor zmorete. Največ, kar lahko naredite. Naredite to, kar je treba narediti. Ne sprašujte, kaj to je. To, kar je treba. Nekaj se zgodi. Pomagajte drugemu. Tako da ne bi šli v neke detajle, kaj pomeni pomoč. Pa vendarle smo dovolj odprte glave, da lahko to razumemo. Zdaj pa vsak nekaj več zna, pa tistega več da. In seveda tudi prejme na drugi strani. Ker ko se enkrat ta entiteta, mi, ne samo jaz, konstruira, strukturira, potem ne da pride do entropije, ampak pride do sintropije. To pa je tista dodatna vrednost. Jasno, da potrebujemo, oziroma na drugi strani imamo pa
negativni pol, ne, ljubezni, ki smo jo zdaj poskušali opisati, in to je strah. Zdaj pa že vemo, no, da je strah tisto osnovno čustvo, ki nas res zavira. Jaz sem pač, ko se je tole začelo, seveda nisem mogel tega gledati, pa sem na prvem nekem tam shodu, oktobra 2020, govoril o strahu. Kot se mi zdelo, da to je najbolj pomembna stvar, pa sem pa pogrunil, da to ti je, ne. Seveda, kaj pa drugega. Zdaj, kako regulirati strah je lahko cela zgodba, ampak nasprotje strahu res ni pogum, ampak je res ljubezen, ne. Pogum se samo rodi iz ljubezni. Iz ljubezni do sebe, torej odgovornosti do sebe, iz pozornosti do sebe, iz pozornosti do drugih in iz pozornosti do stvari okoli sebe. Kar se mene tiče, je to dovolj za ustavo. Ne? Budite dobri do sebe, do drugih ljudi in do stvari okoli sebe. Pa ne more iti nič kaj dosti narobe. Zdaj, če seveda se iz te ljubezni ta pogum rodi, potem jasno, da lahko naredimo marsikaj. Še eno tako čist intimno misel bi mogoče podelil, in sicer veliko se sprašujem, pa ne da bi hotel, ne, se to kar samo pride. Kje so meje, oziroma kdaj, kako delovati takrat, kadar je na drugi strani zlo, pod predpostavko, da smo mi pa dobri, recimo. Kje so meje zaščite dobrega in na kakšen način? To mene zelo bremeni, v resnici mene osebno, in tudi vidim, da jaz se z veliko ljudi pogovarjam, vsak po svoje spopada s tem. Kje je meja zaščita dobrega? Ali na zlo vedno odgovarjamo z dobrim? Zdaj, teoretično bi bil odgovor ja. Ok, kaj pa je to dobro? Kaj je dobro takrat, ko nekdo napade mojega rojenca? Kaj je takrat dobro? A ne? Mačka poje miša. Mačka poje miša. Ok, se pravi, a ne, da se včasih, mislim, fino je, da se malo znebimo, se brusimo takole, ko se pogovarjamo, se srečujemo, ustvarjamo, je fino malo razmisliti tudi temeljne stvari, take obramba dobrega z dobrim. In kaj to dobro sploh je? Jaz mislim, da je dobro, da ga zaščitim. Tudi fizično, če je treba. Jaz mislim, da je to dobro. To je naravno. Naravno, ker enostavno drugače ne gre. Ker obstaja vrstni red. Najprej sem jaz, potem so moji rojenci, potem so ljubljene osebe okoli mene. Ne more biti drugače. A ne? Torej bom najprej ščitil sebe, tudi na, če hočete, agresiven način. To je samo način, to ne pomeni, da sem jaz agresiven. To je samo uporaba energije, agresije za zaščito, in to je dobro, kar se mene tiče. Do tukaj sem prišel v razmišljanju. Razmišljam pa itak skozi, cel dan in po noč časih, pa se pa zbujam, pa pišem take listke, pa tako ne. Kar naprej. Takoj, ko začutimo, ko se pojavi misel ali pa telesni impuls, ko se zavedamo, to je en proces, ki ga moramo pravzaprav negovati. Ne? To je konstantno delo. V strokovnem žargonu se temu zdaj ponovno reče čuječnost. Vse v redu, vse čisto fajn beseda, čeprav noben ne razume, ampak ok. Takoj, ko zaznamo neugodje na takšen ali drugačen spoznavni način. Imamo več spoznavnih momentov, ampak tistih pet čutil bomo pa že uporabljali, ne? Se ni težko. Zato jih imamo. Kadar se pojavi neugodje pri zadovoljanju temeljnih, individualnih in odnosnih potreb. Ponovim. Neugodje pri zadovoljevanju temeljnih, individualnih in odnosnih potreb, ki izhajajo iz sedanjega trenutka. Namreč, jaz pri svojem delu opažam, da veliko ljudi prihaja z skupom enih težav, ki ne izhajajo iz sedanjega trenutka. Veste, to so te travme iz preteklosti, ki jih potem, se pravi, potovanje v času dejansko je mogoče. Mimo grede. Samo spomni se, kaj se zgodi včeraj v službi, pa si tam. In potem skočiš v čas tam in takrat, in iz časa tam in takrat, torej včeraj v službi, predpostavljam, da vem, kaj se bo zgodilo jutri v službi. In spustim sedanji moment.
In pozabim, da pravzaprav tukaj sploh nimam te potrebe ali pa želje, kaj šele interesa, ampak da izhajajo pravzaprav iz tistega časa tam in takrat, ki ga prenesem v tisti čas tam in takrat naprej. Razčistiti tiste stvari res sam pri sebi. Ne. Zdaj eni tako, drugi drugače, vsak po svoje, ampak to, kot je prej, mislim, da je Primož rekel, skozi trne do zvezd, ja seveda, kako pa drugače? Ne gre drugače. Treba iti tja v tisto luknjo, v tisto črno, temno in včasih s pomočjo, včasih je fino, če se navežeš, včasih je fino, če gre s tabo z majhno lučko, za zavedanjem, da na drugi strani je svetloba in da lahko pridemo ven na drugi strani. Če zberemo to odgovornost, če sem prej temu rekel ljubezen oziroma pozornost do sebe, potem je to mogoče, ne? Seveda je. In izgleda, da nas čaka ta trenutek, ko bomo hočeš nočeš prisiljeni iti v to temo. Tam bomo malo tipali, ampak s pomočjo tako, jaz res mislim, čudovitih ljudi, kot smo ne samo danes je tukaj en delež teh. Jaz verjamem, da nas v Sloveniji tako neko oceno sem dal, enih vsaj 70,000 takšnih, bolj ali manj razporejenih, jaz mislim, da čisto strateško, ne, da bi vedeli, kako po Sloveniji z eno dobro namero, eno dobroto, lahko pridemo ven na drugi strani tudi v to svetlobo. Hvala za danes. Vse je v nas. Čisto vse je v nas. Vse rešitve so v nas. Samo mi moramo to ozavestiti. In ko to doumemo, se začne samozdravljenje, samozavedanje in naša lastna samooskrba na vseh nivojih. Hvala, Silvo. Hvala.